Lepo pozdravljeni. V Vipapu nameravajo znova zagnati proizvodnjo. Na zboru delavcev, ki je potekal v petek, je Milena Resnik, ki podjetje trenutno vodi, kot skrajni datum zagona omenjala 1. december. Spomnimo, delavci so na čakanju že od julija. Upnik Vipap CZ pa je vložil predlog za prisilno poravnavo podjetja. Rok za njegovo dopolnitev poteče 20. oktobra. Prihodnost podjetja je negotova, proizvodnja stoji že dobre 3 mesece. Delavci, ki so se v petek malo pred 12. uro začeli zbirati pred tovarno, velikih pričakovanj od sklicanega zbora niso imeli. Ne vemo. Bomo slišali, kaj bo. Jaz sem delal nekaj vmes, drugo pa čakanje, dopust so mi vse pobrali. Zdaj smo bili 4 mesece skoraj na čakanju. Po skoraj 4 mesecih je pred delavce stopilo vodstvo in kot smo predstavniki medijev lahko slišali na drugi strani ograje, vstop nam namreč ni bil dovoljen, naj bi proizvodnja stekla do 1. decembra, odpuščen zaenkrat ne bo, zaposleni pa naj bi v tem vmesnem času prejemali minimalno plačo. Če bo res to 2-3 mesece, bom potrpel, ampak ne zaradi sebe, zaradi ostalih zaposlenih. Ne vemo, če bo kaj nazaj pognali, pa bomo videli, kaj bo. Mislimo, da bo vse dobro, koliko pa bo. Zgleda, da to bo že samo vse sprejelo. Jaz grem manj kot čez en mesec v pokoj. Če bi pa še delala, ne vem, težko rečem. Velike so nas žene čez vodo pripeljali. Načeloma je bilo za razumeti, da zaposleni to sprejemajo v tem trenutku sicer z razumevanjem. Seveda je pa vse odvisno tudi od tega, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju. Tudi v sindikatu bomo natančno spremljali seveda tako pripravo poslovnega načrta za naprej, kot tudi sam postopek prisilne poravnave in se potem tudi znotraj sindikata po posvetovanju s člani seveda odločali za aktivnosti. Kot smo že poročali, je upnik predlog za prisilno poravnavo podal, a sodišče zdaj čaka na njegovo dopolnitev. Zdaj seveda postopek potem tudi nekaj časa trajal, tudi potrebno je potem odločanje upnikov o sami prisilni poravnavi. Zdaj, če slučajno prisilna poravnava ne bi uspela, to pomeni stečaj podjetja. Tako zaposleni kot vodstvo upe polagajo na Andreja Božiča. Nekdanji generalni direktor Steklarne Hrastnik in menedžer leta 2016 naj bi sodeloval pri kriznem reševanju podjetja in ponovnemu zagonu proizvodnje. Ta Božič je že par teh firm rešil v takih problemih, ko so bili. Upam, da bo tudi tukaj uspešen. Zdaj v tem ne vem, kaj bo zdaj, ampak prejšnjo vodstvo je bilo pa sama lopovščina, čisto po domače povedano. Zdaj pa to gre za zaupanje delavcu, a bo res tako, a bomo potem šli v stečaj, pa s tem ne bo nič. Na splošno nimajo več veliko zaupanja, a delavci kljub temu ostajajo optimistični. Jaz upam, da bo, do zdaj smo se že veliko razvlekli. Jaz upam, da se bo tudi zdaj izvlekli to vse skupaj. Občina Brežice si je že v preteklosti prizadevala, da bi postala mestna občina, vendar so jo zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnili. Ker na predlog poslanca Dušana Šiška v državnem zboru poteka postopek o spremembi zakona o ustanovitvi občin, kjer predlaga podelitev statusa mestne občine občini Krško, in ker je zakon zdaj v presoji, so se tudi v Brežicah odločili, da znova vložijo predlog. Brežiški svetniki so se na izredni seji najprej opredelili do predloga, da mestna občina postane občina Krško, nato pa soglasno podprli predlog za podelitev statusa mestne občine občini Brežice. Župan o razlogih. Občina Brežice ima močno izobraževalno, zdravstveno in pa tudi upravno središče, v katerem seveda so inštitucije, kot so razne inšpekcije, prav tako seveda bolnišnica in pa seveda tudi zelo močni smo tako na športnem in pa na kulturnem področju. Pomemben je tudi sam geostrateški položaj občine, poudarja Molan. Mi smatramo seveda, da bi morala država ob meji dati poseben status in s tem seveda pripomoči, da bi se tudi Posavje razvijali enakopravno z ostalimi regijami v Sloveniji. Do predloga, da občina Brežice postane mestna občina, so večinoma naklonjeni tudi naključni mimoidoči na brežiških ulicah. Mislim, da je bilo kar mestno, da Brežice rata mestna občina. Ne vem, če to je zdaj taka moda, ampak po moje bi za Breščane kar dosti pomenilo to. Bom se raje vzdržala. Zdaj tako te mestne občine, da ne vem, ali dobijo več denarja, pol ali manj denarja, to ne vem. Je pa preveč občin v Sloveniji, to pa je nič. Mi smo
turistična občina, imamo še potencijala in fajn bi bilo, da se razvijamo bolj hitro. Jaz sem za 100%. Meni je, kako bi rekel, praktično vseeno. Ne bo, če so že Brežice. V Brežicah sicer še vedno ne izpolnjujejo vseh pogojev za ustanovitev mestne občine. Zakon namreč določa, da mora biti v mestni občini mesto z vsaj 20 tisoč prebivalci, v Brežicah jih je slabih 7 tisoč. Naj povem, da v Sloveniji so 3 mestne občine, ki imajo manj prebivalcev in pa manjša naselja. Zato seveda jaz upam, da nam bo ponovno uspelo in da nam bojo tako nam kot Krškim podelili status mestne občine in s tem omogočili, da se bo Posavje kot somestje še naprej razvijalo. O združevanju bližnjih naselij z mestom v Brežicah ne razmišljajo. Državni zbor je sicer vsem slovenskim občinam poslal omenjeni zakon v presojo, svoje mnenje morajo podati do 25. oktobra. V petek je bila v Krški in Kostanjeviški občini na obisku avtodomarska karavana. Po ogledu Kostanjevice na Krki so popoldne preživeli v Starem Krškem, kjer smo jih tudi obiskali. Parkirišče pred občinsko stavbo so si v petek popoldne prisvojili avtodomarji. Ogledali so si staro mestno jedro ter turistično ponudbo Krškega, predtem pa so si ogledali Kostanjevico na Krki. Moram reči, da so člani zelo zadovoljni, ti občutki so zelo lepi. Pogledali smo si Kostanjevico, preživeli zelo lepo popoldne, moram reči, da so nas zelo lepo sprejeli in videli in slišali smo marsikaj lepega. Vsi ti avtodomarji, ki jih tukaj vidite za nami, so se pravzaprav javili po objavi na spletni strani v 2 urah. Tako da za obisk ni težava, če je pripravljen program in jaz sem prepričan, da je pripravljen program zelo dobro. Nad pripravo programa je bdel Krški center za podjetništvo in turizem, pri organizaciji ture pa je posredoval dolgoletni avtodomar Goran Rovan, ki ugotavlja, da se je v zadnjem letu in pol domači avtodomarski turizem zelo močno razvil. Glede na to, da smo zdaj letos odprli postajališče za avtodome v Krškem, da ga imamo v Kostanjevici, ki je zelo dobro obiskan, ker je tudi na super lokaciji, pa tudi v Sevnici in v Brežicah, in tako da, kar se tega tiče infrastrukture, se v Posavju res lahko pohvalimo. Običajno je veljalo načelo, da treba iti ven, treba pogledati tujino, no zdaj je bila možnost, da smo pogledali tudi domače kraje in moram reči, da so kraji zelo lepi in tudi člani, ki govorijo o tem, spoznali so Prekmurje, ki ga mogoče niso toliko prej, Dolenjsko, Gorenjsko in tako dalje in ravno ta možnost te mreže postajališč za avtodome je omogočila, da so torej ljudje lahko si ti kraj ogledali. V zadnjem času porast obiska avtodomarjev beležijo tudi pri ribniku v Mačkovcih. Zato ribiška družina Brestanica Krško že razmišlja o nadgradnji ponudbe na tamkajšnjem postajališču za avtodome. No, naša ribiška družina v tem projektu razvija ribiško vodništvo po reki Savi in okolici. Razvijamo te produkte, ki bodo na razpolago, bom rekel, vsem. Seveda so pa targetirani na populacijo avtodomarjev. Obisk je potekal v okviru evropskega projekta Doživi energijo Save, ki združuje promocijo ribištva in turizma. Seveda s Savskimi jezeri smo dobili možnost, da lahko primerno, se pravi, promoviramo ribištvo. Obenem je znotraj tega projekta so vključeni tudi nekateri ribogojci. To je en cilj. Drugi cilj je pa seveda v te naše kraje pripeljati preko eno posebno populacijo turistov. To so avtodomarski turisti, to so ponavadi 1- ali 2-dnevni turisti, ki obiščejo nekatere znamenitosti. V bistvu gre za ozko usmerjen segment in za ta segment smo v tem projektu tudi ciljali. Avtodomarji so dan v Krškem zaključili na postajališču za avtodome pri stadionu Matije Gubca. Nazaj v Brežice, po skoraj 5 letih od popolne zapore železnega mostu čez Savo in Krko je tam znova stekel promet. Gre za most, ki je že star več kot 100 let in ki je tudi na nek način naš tehnični spomenik. V letu 18 in pa 19 smo obnovili most železni čez Savo, v letu 20 in pa 21 smo pa obnovili še ta srednji del in pa most čez Krko. Zdaj lahko rečem, da z veseljem povem, da je most končan. Promet čez most bo
še naprej, tako kot v preteklosti, enosmerno za osebne avtomobile in pa seveda dvosmerno za pešce in pa kolesarje. Verjamem, da seveda s tem tudi samo Brežice dobiva neko novo podobo, kajti dejansko res ta most je izjemnega pomena, je pa seveda bil tudi veliki tako finančni kot tudi izvedbeni zalogaj, saj je bilo potrebno cel most predigniti, potrebno je bilo zamenjati vse nosilno konstrukcijo pod mostom, prav tako je bilo treba urediti ta srednji del med mostovi, tako da je bila tudi finančno velika investicija, vrednost je bila okoli 2,5 milijona evrov, most pa je obnovilo podjetje Rafael iz Sevnice. Oktober je mesec požarne varnosti, letošnji slogan se glasi: po potresu lahko tudi zagori. Ob tej priložnosti smo k pogovoru povabili poveljnika Gasilske zveze Sevnica, Gašperja Janežiča. Kaj se dogaja v mesecu požarne varnosti, katere aktivnosti potekajo in komu so namenjene? Ja, letošnje leto je tema meseca požarne varnosti tudi po potresu lahko zagori. Glede na to, da je lansko leto bil veliki potres na Hrvaškem, so tudi aktivnosti v letošnjem letu potekajo tudi v Sloveniji, zaradi naše bližine, seveda zaradi našega potresnega ogroženosti, tudi samega Posavja, kot Ljubljane in celotne Slovenije, Posočja, tudi v Sloveniji. Udeležili smo se že tudi vaje državne oziroma mednarodne vaje Sikvejk v Ljubljani, tudi posavski gasilci iz Sevnice, Brežic in pa Krškega. Namen je preveriti stanje, usposobljenost, seznaniti se z posledicami potresa in kako ukrepati, sami gasilci ukrepamo v potresu. Posledica potresa je pa seveda požar, ki lahko nastane predvsem zaradi teh trošil, ki jih imamo, plina, ki je napeljan po večino objektih, kar se tiče mest, potem je elektrika in pa seveda dimniki, ki pa v potresu seveda so tista šibka točka objektov, ki se najprej lahko porušijo in seveda povzročijo lahko potem tudi škodo ali pa požar, ki seveda v tej času kurilne sezone seveda gori v pečeh za ogrevanje in se lahko razširi potem na objekte. Katere aktivnosti še potekajo? Zelo aktivni smo trenutno v tem času z evakuacijami. Seveda niso več evakuacije takšne, ki so bile v tem času korone in seveda vse skupaj zmanjšano število samih gasilcev na teh akcijah. Objekti pa morajo, te javni objekti oziroma tam, ko je večje število ljudi, se zadržuje izvajati enkrat letno samo evakuacijo in seveda mi gremo pomagati. Evakuacije izvajajo sami zaposleni z svojimi tistimi ljudmi, ki so noter, šole, vrtci, domovi za ostarele. Mi smo pa potem samo za njihov suport in pač dajemo navodila, kako pravilno ukrepati in kaj potem, ko pridemo mi na kraj sam. Ko govorimo o požarni varnosti, o čem bi moral vsak prebivalec biti ozaveščen, kaj je tisto najpomembnejše in glede na to, da smo v mesecu oktobru, torej v jeseni, na kaj bi morali biti še posebej pozorni, kar se tiče požarne varnosti? Vsak prebivalec se že od majhnega lahko od osnovne šole, z vrtca uči oziroma usposablja, kaj je ogenj, kaj je požar. In glede na to, da je ta požarna preventiva na našem nivoju, dajemo zelo veliki poudarek, dejansko, da ne bi prišli do samega požara. Kaj narediti? Jaz pravim, da vsak gasilnik mora biti vsaj v gospodinstvu vsaj en gasilnik na gospodinstvo. Seveda tam, ko so kmetijski objekti, je potrebno še več. Tu vidim, da je neka rak rana celotne družbe, da stanovanjski objekti, hiše in po zaselkih, po vaseh in tudi v samem mestu nimajo vsi gasilnika doma, da bi lahko pravočasno tudi sami ukrepali. Če pa že je, pa so to te gasilniki pri gasilcih, ko povemo, da po vaseh, sploh te v našem okolju, v Posavju, lahko rečem, da te vasi, ki so manjše, v Bronkih, imajo skoraj več kot
3/4 vasi je samih gasilcev in so seznanjeni tudi s to preventivo in veliko tu pride tudi prav medsebojni pomoči in pa pomoči doma. Na kaj pa bi morali biti jeseni še posebej pozorni? Jesen je ta trenutek tak čas, da seveda se prične z samim ogrevanjem stanovanj, hiš in uporabo teh peči je seveda potrebno očistiti treba dimovodne naprave. To priporočam, da se naredi z službami, ki so za to zadolžene, to pomeni dimnikarske službe, da to naredijo tako, kot je treba. In potem seveda se imajo tudi potem lažje, tudi v primeru, da pride do požara na takem dimovodu, ko je bilo pregledano, tudi pri zavarovalnicah lažje pridejo skozi. Ste poveljnik Gasilske zveze Sevnica. Kako je v občini Sevnica organizirano gasilstvo? V občini Sevnica razprostiramo se na 272 kvadratnih kilometrih s približno 17 000 prebivalci. Od teh prebivalcev lahko rečem, da je 2400 okoli samih gasilcev, prostovoljcev. Delujemo v 15 prostovoljnih gasilskih društvih. Osrednjo društvo je tukaj v Sevnici, je poklicno jedro in je enota širšega pomena. To pomeni, da opravlja naloge ne samo gašenja požara, ampak ima tudi naloge reševanja v primeru prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi, nesreč na vodi, zato je tudi ustanovljena potapljaška enota, ki seveda aktivno sodeluje. In seveda se srečujemo zadnje čase tudi z veliko tehničnimi pomočmi, za kar smo usposobili tudi ekipo, ki se ukvarja z vrtno tehniko. Imamo Lisco, lahko rečem visokogorje, zelo veliko teh planinskih poti, nezahtevnih in zahtevnih. Kar se tiče pa reševanja, so vse poti, ki se vodijo v te hribovja v našem koncu, zelo zahtevna za samo reševanje, ker so slabo dostopna z vozili. Moramo velikokrat je zelo daleč peš, pa da prenesemo pod nesrečeno osebo do reševalnega vozila. Ste se v zadnjem času srečali s kakšno večjo, težjo intervencijo? Kar je letošnjega leta, lahko rečem, da bi rekel, glede na ene naravne nesreče, udara strele v objekt, ker je sodelovalo večje število gasilcev, v letošnjem letu ni bilo nič, kaj tak posebnega. So bile pa tehnične nesreče, prometne nesreče s smrtnimi izidi, kateri so seveda tudi za gasilce zelo neugodne, tisti, ki seveda sodelujejo na tisti prometni nesreči, ko je pač oseba preminula. Drugače pa lahko rečem, da vsako leto oziroma v 10 letih bi lahko primerjal, da smo prišli povprečno 120 intervencij na leto na 160 v celi gasilski zvezi. Seveda to veliko večino pobere tudi Sevnica. Ko govorimo pa o požarih, pa je spet odvisno od letnega časa. Lahko rečem, da od 20 do 30 požarov na leto se dogodi v samem kraju. To je podvisno, ali so to, če je sušno obdobje, so to požari v naravnem okolju, drugače pa požari na objektih in pa prometnih sredstvih. Kadar gasilci hitite nekam na pomoč, je zelo pomembno, kakšna intervencijska pot, kakšen bo čas, v katerem boste prispeli na kraj dogodka, da pomagate pri požaru, poplavi in tako naprej. Kako je z intervencijskimi potmi zdaj v zadnjem obdobju? Se je to kaj izboljšalo, ne? Ja. Kar se tiče intervencijskih poti, lahko rečem, da smo neka specifika, posebno prostovoljci, ker prostovoljci morajo že od doma leteti z vozilom v sam gasilski dom in od tam s gasilskim vozilom na samo intervencijo. Tukaj lahko rečem, da so krajani oziroma tisti, ki so udeleženci v prometu, bolje seznanjeni, spoznajo, da je nekaj narobe, da se gasilec z vsemi 4 pelje v smerniki na intervencijo. Seveda moramo skrbeti, dokler ne pridemo sem in smo pod modrimi lučmi in sireno, seveda za varnost. Smo navadni udeleženci v cestnem prometu in nimamo neko prednost. Ko pa seveda gremo z vozilom, pa seveda je prednost vozil z modro lučjo in sireno prva. In lahko rečem, da so glede na število intervencij in dogodkov se stvari zelo popravljajo in udeleženci upoštevajo
vozila, katere so na nujni vožnji. Kakšen je vaš nasvet tistim, ki se znajdejo na cesti v trenutku, ko vi hitite na pomoč? Tisti, ki se znajdejo, ko vidijo vozilo, da gre z modro lučjo in sireno, naj se peljejo naprej, naj ne bremzajo pred nami, tako kot so bili včasih, ko dejansko prideš do vozila, se pripelje za njim in se pač ustraši in zabremza na rob ceste zapelje, tako da je nevarnost tudi naleta. Naj se peljejo normalno naprej, dajo smernik in se umaknejo iz vozišča, kolikor je to možno, in da lahko mi brez problema potem nadaljujemo pot varno naprej do kraja nesreče. Kaj bi ob koncu še dodali gledalcem, morda kakšen nasvet ali pa delili kakšen dogodek, ki se bo še zgodil v okviru meseca požarne varnosti? Zdaj, za gledalce sam povem to, da preventiva je tista, katero ne upoštevajo, da ne naredijo nekaj za sebe, za svoj dom, za svoje domače, da ne bo prišlo do požara. V mesecu oktobru pa in še verjetno novembra bodo potekale vaje, to pomeni društvene. Večje vaje letos ne bomo imeli zaradi samega druženja in teh ukrepov. Bomo prožili sirene javnega alarmiranja in uporabljali svetlobne in zvočne signale v primeru, ko bomo šli tudi na vajo, ne samo na intervencijo. Tako da vsako društvo bo eno vajo imel in bojo gasilska vozila zdaj malo bolj pogosto uporabljate sirene, tako da ne bojo prebivalci razdraženi, da ne bi res kaj narobe skozi. Super. Hvala lepa. Hvala vam. Za konec pa poglejmo še na naš spletni portal posavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.